Ja, takole pa ne more biti. Dobro, si to ne bo v kadru, nekaj tacga, recimo, super je. Kada sem doma. Živijo in pa en lep pozdrav v novem posnetku, ki bo danes mečkan drugačen, ker ga bomo začeli z unboxingom. Pa gremo mogoče zbuditi naše mrcine iz zimskega spanja, ker na vsake tok časa je dobro, da malo motorje užgemo, da zalaufajo in tako naprej. Preden pa gremo na motorje, imamo pa tale paket. Jaz sem ga že odprl, zato da sem se prepričal, če je to, kar mislim, in je to. Tole je en velik paket, ki sem ga naročil s Temuja, noter je za 180 € robe. Temu najbrž vsi poznate. Všeč mi je, ker imajo brezplačno dostavo in brezplačna vračila, če ti kakšen izdelek ni všeč, plus imajo garancijo na to dostavo. Zdaj, glede na to, da delam flat, prenavljam garažo, pisarno in tako naprej, sem veliko izdelkov vzel iz tega segmenta, se bo pa tudi sigurno kaj najdlo iz avtomoto kategorije. Franci, nehaj žvižgati ali pa priti samo v kader. Ja, kaj noriš? Temu našemu ptiču se je izmešal. V glavnem, pejmo kar na paket, pa da gremo počim prej na motorje. Oba. Prva stvar je tale v bistvu kotna luč, se pravi dekorativna kotna luč. Lepo jo postaviš v kot, nastaviš si svoj disko ali pa lučke, kakorkoli. Naprej, masaž gun. V bistvu, a ima to kakšno povezavo s flatom? Ja, v bistvu malo, veš, hrbet te boli, pa se malo zmasiraš, a veš, malo pojambra ženki. A bi me danes lahko malo zmasirala? Aha, evo, takole je. Pištolca, nastavek, veš, na stara leta, hrbet, mišice, to je grozno, to je bilo treba. Naslednja stvar, razdelivc, malo drugačen, tak kockast, ima tudi power on in off button in pa pol ima tukaj 3 USB porte pa en USB-C. Uporabna stvar v glavnem, kva hudiča je to. Že vem, rokavičke, črne rokavičke so to, veš. A veš, da malo finoče špilaš tu v garaž, kakšen ole zamenjaš, pa si daš rokavičke gor. Tole je, ja, lučka, ki mi bo prav prišlo v bistvu na terenu, na kakšnem snemanju, ki ne bo blizu vtičnica. A je kaj baterije noter, ali je treba nafilati? Treba bo nafilati. Dobro. Skozi mi nekaj z nosa teče, moram imeti porobček. Franci. Evo, dobro je. Gremo naprej. Neka palca. Pozabil sem. Že vem. Tole je pa za na kompresor. Preključek za kompresor. Preključek. Pištolca. Pač tukaj le preklopiš cel in pa imaš malo zaspihati avto. Veš, ne vem, če haubo odpreš, pa noter listje pa malo spihaš. Simpatično. Kako to hitro pozabiš, pa naročiš? Kako je to možno? Sam klikneš, izbereš, naročiš, pa pozabiš. Ja, mislim, toke stvari, da le tole pa tudi na dotik, ne vem kva je, res. Že vem. Ja. Veš, kam sem je zaletel? To je pa v bistvu mount za načelado. Zdaj, ponavadi imaš eno GoPro-jko ali pa DJI, odvisno kam imaš, in ga daš tukaj na brado in imaš sem eno to, kako bi rekel, da prelimaš, a ne. Videl sem, da jih imajo pa takole, lej, in si daš v bistvu načelado, takole pride zik in si pol mountaš kamero in se furaš in snemaš. Pa še lepo črna barva je. Tukaj je v bistvu čisto vse jasno, ker tole je držalo za čelado. V garaži bom navrtal na steno, in pol v bistvu čelado sem takole gor naslonaš in stoji na steni. Se lahko v bistvu tukaj demonstriram. Takole pol stoji. Mačkam pomagam zdaj, ampak ko bo to stalo, bo stalo. Ko sem videl, sem rekel, ajde, pa mislim, da sem celo 2 ali pa 3 vzel. Spravi, da imam za cestno čelado, da imam za motocross čelado, pa zala, da bom imela za čelado. Kva? Rokavičke sem naročil. Jaz sem pa glih nove mislil kupiti zdaj. Dobar, da jih nisem. Lej, čisto sem pozabil, da sem jih naročil. Hudo. To mi bo pa prav prišlo. Tole me je pa presenetilo. Če ne bomo pa ole mena zdi, ne, sem bojo, če so v redu, super so. Še en adapter. Adapterjev ni nikoli preveč, tako pa drugače, ne. Evo ga, sicer je ta samo z 2 USB portoma in pa 2 USB-C-jama, ampak ja, uporabna stvar. Zdaj sem pa rel nekaj rumenga in že vem, kva je to. Gobica in pa mazilo za gume. Tire refurbishment. Kaj bom v bistvu s tem delal? Ja, mečkam bom pobaral svoje gume, da se bojo bolj sijale, ker sčasoma pneumatike, roko na srce, zbledijo. Bomo videli, če je za kaj, rekel sem, vzamem, sprobam in to je to. Pa sem tole vzel, veš, da sem pozabil, kaj je to? A je to lim? Neki prav namenskega je. Se ne vem, kako bi se izrazil, to je nekakšen čistilni trak. Nalimaš ga lahko na različne naprave, naprimer na tvoj telefon, na kakšne take odročne zakotne kotičke, ki jih drugače težko očistiš. Enostavno nalimaš gor, odstrižeš, malo pritisneš in odstraniš. In tako v bistvu odstraniš tisto težko dostopno umazanijo. Tukaj je pa v bistvu zapakiran mount za na motor. S tem mountom bom lahko bolj varno delal posnetke izza motorja. Pol izpade ta res hud 3D efekt, ne 3D. Third person efekt. In ja, te šoti so mi res cool. Lansko let sem ga že probal, malo sem eksperimentiral, dal duct tape okoli, skozi sem gledal nazaj pa cvikal, ali mi bo dol pala, ne. Tole je pa majčkam bolj
safe verzija. To je v bistvu multifunkcijski elektronski higrometer. Kažejo ti stopinje pa vlago v prostoru. Mislim, da mora biti še nekaj za v garažo in najbrž je glih tukaj. In je res, evo, še ta drugi. Veš, kaj je pa to? To je pa, kako ne ti to razložim. Kako se že reče v njim čevlju? Na ježka, veš, čevlji na ježka, ki se odpira, zapira, no, tu je ježek. Jaz bom lahko, naprimer, ta mikrofonček, bom dal en del ježka tukaj in drug del ježka v čelado in bom imel lepo mikrofonček v čeladi, ob čeladi, kakorkoli. Približno taka stvar, ki vezice, veš, ki pač imaš na zaloge in ti včasih prav pride. Za tole ni potrebno nobenega pojasnila, kaj je. Tole je odpirat za pivo, evo tudi piše open here, tole ga daš recimo na steno, ne, pršrafal ga bom v garaži, zdraven na hladilnika in če bo kakšna steklenica noter, si bo lahko gost postregel, brez da bi iskal odpirač. Ok, počasi se bližamo k koncu. Tole je kva. Nosilca za bilo kakšno poličko. Mehanizem je zelo močan. Takole bo na steni prišel nosilček, oziroma dva nosilčka, dal bom neko plato in imaš lahko eno tako poličko, čvrsto poličko, zato ker pač tle je nosilnost kar v redu. To je to, zadnji paket. A je tornado? Tornado je najbrž. Evo ga. Vsi vemo, kva je tornado. V prvi job je bil v avtopravnici in takrat sem se s tem produktom najprej srečal in spoznal. To v bistvu vklopiš v kompresor in pol spihaš avto. Če ti avto sam sesaš, pa misliš, da si vse naredil, ma nisi. Verjam, da ko boš avto spihal še enkrat, da bo noter še toliko svinarije, da bo pomagal. Tukaj je po v bistvu ena enolitrška kantica, kamor daš neko tako ne preveč močno čistilo. Imaš pa tudi ta drug nastavek, ki pa pač tudi opravlja neko svojo drugo funkcijo. In to je v bistvu to. Jaz sem kar noter padel, ampak evo, 180 € se hitro nabere, ne. To je to za ta del vloga. Če še nimaš temuja, zloadi si aplikacijo, tam boš vse te izdelke najdel. Če pa aplikacijo preneseš preko mojega linka spodaj v descriptionu, boš imel pa še neke dodatne ugodnosti. Daj, počekiraj, če še nimaš, toliko za enkrat. Gremo v garažo. Evo na zunaj, sonček nam je že prej malo ponagajal v kadru, tako da nisem videl, da je pač toliko močan svoj svetlobe. Tale vreme me prav spominja na pomlad in komi čakam, da gre ta februar stran, marc, april, karkoli, sem da bo skozi takole sonček, da bo toplo in da se začnemo končno voditi kaj z motorji. S kroso se v bistvu nisem fural, odkar sem padel, še zmer ga nisem zrihtal. Me pa vsem zanima, ali bi tale krosa sploh še vžgala ali ne. Predlagam, da to mi skupaj sprobamo. Pa poglejmo. V leru je, razbit je še zmer, ampak to bi moglo vžgati. Tale zvok ni bil preveč obetaven. Ja, kaj ne rečem, se vidi, da gre KTM v stečaj. Ne, se te razumem, piket zebe, te že celo zimo te zanemarjam. Čem še enkrat probati, mi bo še enkrat srce se zlomil. To mi je že bolj všeč. Bravo, bravo, pravijo, da gre v tretje rado. Pa majčkam ti bom gasa dodal. To je ta vonj po pomladi. Moraš tu z občutkom, malo z rokicam. Zdaj. To je to. Dobar, tole vidimo do dela, zdaj me pa zanima, kaj je z mojo gucico, mucico. Koliko je dober sedeti po toliko času na motorju. Tukaj je bila neka družina pajek. Kontakt je. V leru smo, ja nič. Da vidimo, ali bo tole iz prve mogoče. Italijanček proti Avstrijcu. Ali bo Italijan v prvo. Pa to je noro. Ja, ta je pa malo drugačen zvok zdaj, ne? Tukaj pa pridajo do izraza basi. Joj. Veš, koliko me mika? Koliko je ura? Koliko imam še časa? Ti kar malo laufej. Priden si priden. Jaz sem se odločil, da grem en krog. Mečkem bo bolj opasno. To moram imeti skozi v glavi. Pripada mi, da sem malo neumem. Pripada mi. Spodaj sem se zadekal k Exkim. Zgore bom pa videti, kada je zunaj 30 stopinj. Ampak nič ne de. Vseeno mi je, kaj si mislijo. Veš, kada sem v srajčki. Ščitniki so mečka nizko, ker se je tole opral čez zimo in je treba še na pozicije postaviti, pa na delovno temperaturo dati. Imam rokavičke, evo jih rokavičke, sicer niso smučarske ali pa zimske, ampak upam, da bojo zdržale par kilometrov. Niti ne vem kam čem iti, nekam na sneg, nema zime za Eskime. Mečkam smo po stran, zato ker balanca po stran. Upam, da ne bo preveč mrzlo, tole še zapne, ček mak. Ok, let's go. Zdaj moraš še enkrat vžgati gucija, bo šlo, bo. Mislim, da ni problema. Motor je segret, sonček je, zdaj pa pamet v roke. To je to, stari. Yes. Pa močka moram tole odprti, drugače mi bo rosil. Cesta je videti suha, ampak temperature čez noč čez mir padajo, toliko da
ni optimalna za neki za vožnjo z motorjem. Danes sem vzel to kamero, da se gledamo v oči, pa tle bom še tesno. Sem rekel, da bom 360 pustil doma, ker res ne grem nikamor delati, sam tak malo za užitek, za dušo, za feeling, za prvič. Evo, prvič v letu 2025 na motorju, prvi kilometri, prvi servis sem itak že naredil, tako da motor je ready na sezono in na pridobivanje novih kilometrov. Čino bi bilo iti na nek hribček, malo razglede, ko bo ono. Ampak je zebe, ne, v redu je, ne razmišljam še o tem. Sicer je res, ne, pred samim štartom motorja nisem neki preverjal, nisem pogledal ketne, nisem pogledal, kaj so gume v redu, ali ne, bremze bomo zdaj sprobali, ali kaj prime, ali se bomo kam zabili, ampak sem moment. To je to. Ja, noč, zdaj gremo malo čez Ivančno, ali kva. Malo pod Ivančno gorico pogledati. Tole mi ni bilo všeč, mačkam sem se zatresel. Ena kotanco sem spregledal. Ja, rušno. Ja, ne me spregledati, čeprav je zima, ne me čudno gledati, lepo vas prosim. Jaz sem sam udeleženec v prometu. Ravnajte se, kada sem v avtu, ne. Tle se je pa nekaj podrlo, se mi zdi. A ta na kafici sa kapučinom me že čudno gleda. Ja, prijatelj, na kavici ni bil še ben srečen, bi jaz rekel, ka ne maram kafeta. Ja, pa to je noro. A ta, ste me videli, ste me, okej. Pa prvič vidite človeka na motorju po zimi. Kakšni pogledi ljudi, pa to je noro. Prav žal mi je, da vam ne moram pokazati vsega, kar jaz vidim. Prikrajšal sem vas za par kadrov. Prav kakšno pesem bi si zapel, pa ne vem, katero naj si. Bomo kar tole simfonijo poslušali. Edin tlele je malo opasna cesta, tudi z avtom drži, ampak ja, ajde. Dobar je, drži. Pa tudi neki delajo. Orang firma ratala. Oh, it's a beautiful life. Tamle mi tudi neki fali. Smreke so posekali. Pa se je tu vse spremenilo. Tale bar so tu zaprli. Zdaj pa se malo uspenjamo. Zdaj bo pa luštno. Aha, tale me bo še zabremzal. Eno nižji, zdaj pa ni. Dost je. Yeah. So good to be back. Veste, kak bi Valentino Rossi rekel, ne? It was a very tough race. And my pace was very strong. Marc Marquez was very fast. I was trying, I was pushing. I tried to play all my card. I was unable to pass him. With him is always difficult on the last lap. So unfortunately, I'm very glad with second place. So yeah, thank you very much. Thank you for all my fans. Viva la Italia and see you next week. Thank you very much, Vale. Kaj je bil Rossi, tu so bili cajti, veš, ne? Da sem dobil idejo, lahko bi šel na kakšen MotoGP letos, ne? Pa boste višli kam, dajte napisati v komentar spodaj, kje je letos kakšna dirka bliz. Ok, let's go. Tole je pa božka 100 jurjev pufa. Maček, pejt hiter čez, nemam te taj čakati. Pa se takole človek kar malo umirina, ne? Pa je tukaj. Spet ena novogradnja, ima to ona še ena vila z bazenom. Aha, vidim, da smo se malo zgubili, da se moramo popraviti. Ko se lepo vidi Kamniško-Savinjske Alpe. Dej nekaj, bom pol pokazal, se bom zdaj ustavil. No, mečkanje zalajo, mu ni bilo všeč. Evo, Hrkovičke dol. To se ni tako mrzlo. Ne preveč, pa še to sem v roke. Evo, takole se vidimo še z druge strani. Živijo. Tamle pa ta prelep razgledič, ko sem vam prej govoril. Lejte, kjer sonček, no, kjera milina. Enač družba, se mislim, da smo kar dobro zavlekli tale vlog. Mečken smo zalaufali motore, čakamo, da se malo segreje, pa da se stvari začnejo dogajati. To je to. Se vidimo v naslednjem vlogu. Takole te pa izklopim.